Dober dan od srede do srede, kolega Markeš. Živijo, lepo zdrav, sem. V nedeljo zvečer je dežurno ekipo na delu, mislim, da okrog 8:00, se pravi 20:00, ujela novica, da je Joe Biden se vendarle odločil, da ne kandidira ponovno. Hkrati pa je priporočil, da naj volilno telo Demokratske stranke na konvenciji podpre njegovo sedanjo podpredsednico Harris. Zdaj, sprva se je zdelo, da je pravzaprav to dirka zelo upehanega demokratskega kandidatke z zelo hitrim Donaldom Trumpom. Po nekaj dneh pa se zdi, da Kamala Harris vendarle ni brez možnosti, da bi v predsedniški dirki novembra letos dosegla pomembne uspehe. Kako si ti videl tole nedeljsko pozno popoldne oziroma nedeljski večer? Videl sem že tako, kar sem zapisal tudi v soboto že, sicer bolj zamazano pa prikrito. Namreč izmisliti si bodo morali čudež, pa so si ga. To se pravi, ta COVID je bil krinka za to, da je lahko z častnimi potezami odšel iz scene. In se pravi, po domač povedam, prikazal se moj Bog, ker on je rekel, samo Bog mi lahko prepreči, samo če mi Bog naroči, da ne grem ven iz tekme, bom šel, in očitno se mu je Bog prikazal in mu je rekel, pojdi ven iz tekme, in potem so brandirali to božje prikazovanje za COVID-19. Skratka, v ta COVID jaz ne verjamem popolnoma nič, in to niti ni pomembno. Dejstvo je, da je naredil potezo, ki je edina smiselna, in edino smiselno je to, da zdaj vsi tisti, ki so bili do njega skeptični, skeptičnih očitno ni bilo tako malo, kot je bilo videti, stavijo zdaj na novega paradnega konja, ki bi po raziskavah pa dejansko lahko ogrozil Trumpa, oziroma ni odločeno. Trump ni več samoumevni zmagovalec. Ampak deva še malo, to simetrijo med Trumpovim sklicevanjem na božjo previdnost pa Bidenovim sklicevanjem na božje navodilo, naj se umakne. Mislim, ta retorika se zdi, nekako ne spada v sekularno družbo, ampak je hkrati izjemno globoko ukoreninjen. Promoš, jaz bi zdaj bil najbolj srečen človek trenutka, če bi zdaj lahko tukaj povabil karikaturista iz Guardiana, ki so ga odpustili, ko se je pisal mural. Jaz sem rekel, da bi on karikiral, ker vse, kar se zdaj dogaja, za to teološko navlako oziroma s tem govorjenjem o velikih božjih terminih, je dejansko karikatura nekega družbenega dogajanja, ki pa je zelo povedna, zelo zanimiva in tudi zelo ilustrativna, zato bi morali karikature risati. Ampak interesantno. Se pravi, Biden se je prikazal Bog in mu rekel, ne kandidirata na Trump, in je pa po evangeličanskih cerkvah dobil neko nalepko, češ, da je božji sin. To se pravi s preluknjenim ušesom, in njemu se je zgodilo to, da se je izkazalo, da je Bog premaknil na kuglo za mogoče 100 milimetra pri Strelčevi liniji. Na cilju tako, na cilju pa 2 centimetra mu je priluknil uho in ga ohranil pri življenju. In to je storil Bog, nišče druga. On je rekel, samo Bog je bil tisti, ki me je ohranil. Dobro, zdaj so neke interpretacije, ki niso samo zlobne ali pa iztrte izvite, češ, da sploh ni dobil krogle v ušesa, ampak je drobec od trotl bobna, od tistega stekla. Tudi to ni pomembno, to ne spremeni dejstva, da ga je Bog rešil iz te zagate. Teleprompter se reče, to je naprava, ki jo imava midva tukaj, pa je ne uporabljava. Teleprompter. Tako, Jaz sem moral pomisliti. Ampak skratka, zdaj se je upeljal nek teološki besednjak, ki tiči nekje med novozaveznim protestantizmom, potem pa malo manj novozaveznim katolicizmom, in si je že Trump ugradil Vansa kot podpredsednica, ki je pa konvertiran katolik. To se pravi, da se pred kratkim spreobrnil, tako sem prebral, če je to res, v katoliško vero in prevzel neke konzervativne nauke. Trump pa je poprej besno obsojal, zdaj ga razume, kot je rekel, da ga razume, da je dejansko se zmotil o njem in tako naprej.
Da bi bila pa mera polna, je prišel pa tukaj še starozavezni element. Ne? In se je glej ga zlomka prikazal, ne, sam Netanjahu, ne? In je prišel zdaj v Ameriko, ne? In Skratka, nastop na sedežu ameriške zakonodajne oblasti. tako, ne? In hkrati se namerava dobiti za svojim starim prijateljem, ne? Trump, in to je Trump. Trump pa je rekel, veselim se Bibijevega obiska, ne? Na Floridi. Ne? S tem, da med Trumpom pa Bibijem je določena zamera, ker je Bibi zelo pohitev s čestitko zmagovalcu ameriških volitev Bidenu. Ja, to je njegova manira. Bibi je imel dobre obveščevalne podatke, kdo je zmagal, oziroma so njegovi obveščevalci znali brati zemljevide volilnih rezultatov, ki so kazali. Za razliko od Janša, ki je najprej čestital seveda Trumpu. Ne? Da. Ja. Ok, ampak moram izraziti svoj nekak ponos ali pa navdušenje in pa tako rekoč skoraj konc hvaležnosti, ne, enim 200 judovskim protestnikom, ne, ki so se včeraj zbrali v kongresu, se zaklenili v neke vezice, ne, in preprosto zahtevali od Amerike, ki je njihova država, da njihovi drugi državi, to pa je Izrael, ne več ne uvaža orožja in da ne preneha vojno v Gazi. Ne. Zakaj je to pomembno? Pomembno je zato, da v bistvu prvo, kar je, zato, ker to, kar delajo, je prav. Drugo, kar je to, kar oni delajo prav, je dvakrat prav, zato, ker to povedo oni, ki bi se lahko v korist svojega naroda, ki živi v svoji samostojni državi, preprosto potuhnili, pa se niso. So se izpostavili. In tretjič je prav zato, ker jemljajo vetra iz jader potencialnega antisemitizma, ki bi bil spet velika zgodovinska napaka, koliko je tega enkrat že bila. Skratka, velike stvari se dogajajo in zato je izredno zanimivo, namreč ta fokus, ne, se pravi, Trump je v prvi sekundi skočil v to ljubezen do Bibija, ne, ki mu je že ne vem kdaj 2017 ustregel in je pustil predstaviti glavno mesto iz Tel Aviva v Jeruzalem, ne, kar je bil začetek tega njegovega velenapuha. Ne. Ja, hkrati je pa sledila selitev ameriškega veleposlaništva v Jeruzalem. iz Tel Aviva v Jeruzalem. Ja, se pravi, Trump je tlakoval pot vojnemu zločincu, da povemo pa vsem naravnost in brez dlake na jeziku. Ne. In kaj je počel Joe Biden? Ja, isto, ne. To, kar je Joe Biden počel, je zdaj ga hvali z vseh možnih koncev in resnica je ta, da Biden kljub vsemu poskuša zagotavljati staro percepcijo modernega sveta, v katerem velja vladavina prava in tako naprej in dominacija Zahoda in pa nek kategorijalni demokratični aparat, ki ga nadzira Združene države Amerike. Biden to dejansko pooseblja. Ne. Po drugi strani je pa za svojo politiko do Netanjahu in predvsem do genocida v Gazi podaril vse, kar je spredje predstavljalo in zadaj podaril. Ne. Zato so zdaj vse oči uprte dejansko v Harris Kamalo, ki ni dala popolnoma jasnih pozicij, kako do tega stoji, do tega vprašanja. Hkrati pa uživa očitno holokansko zaupanje iz strahu pred Trumpom, ne, ker praktično čez noč zbrala $100 milijonov. Ne. To je preskok. Se pravi, količina denarja, ki se nabere, je po eni strani, me zdi tako, nek tak pomemben mirski inštrument, po drugi strani je pa vzvod za volilno kampanjo, realni vzvod za moč, potenco volilne kampanje. Mislim, jaz zdaj pač umikam svojo napoved, da bo Trump zmagal, in kar bi, če bi seveda Biden vztrajal, ampak v tej igri pa dejansko Harris lahko zmaga. Moram v klepaju to povedati, da mi je zelo antipatična, to moram povedati, ampak če govorijo malo tako objektivno, šanse ima. Ampak ti ne boš dobil volilnega lističa v roke. Ne? Tako da. Ja, hvala Bogu. Ne? Ja. Ampak glej, tako, zdaj imamo za mizo ali pa na glasovnici hipotetično, ne? Pač če bo med 19. in 20. avgustom v Chicagu, ko bo demokratska konvencija Kamala Harris dobila mandat demokratske stranke, imava zanimivo sliko. Ne? Na eni strani nekdanja kalifornijska tožilka, ne? Na drugi strani Donald Trump, ki je bil spoznan za krivega, ne? Če sem natančen, v zadevi Stormy Daniels,
ko je v 34 točkah obtožnice porota presodila, da je on storil kaznivo dejanje računovodske ali knjigovodske narave. Tožilka, obsojenec. Ja, on je obsojenec, on definitivno v tem smislu nagovarja vse tiste, ki prisegajo na pravno državo, da se obrnejo proti njemu. Hkrati je pa nekdo, ki menja standarde, povsod po svetu, ali pa razkriva dvojne standarde. Namreč, Harris je tožilka bila, Harris ve, kaj je pravna država in Harris ve, kaj je mednarodno pravo. Torej, če to ve, potem se mora obrniti proti genocidu v Gazi. In če bo o tem molčala, potem je vseeno, če Trumpa pusti pri miru. Potem je to politično, kako naj rečem, drobiž. To je politični drobiž. In recimo imamo v Sloveniji tako situacijo, imamo po eni strani neko reformirano pravosodje, ki je bilo nekoč v bistvu podaljšana roka monopartijskega sistema in je lovilo kriminalce in tiste, ki so po hotelih kradli brisače, ne pa zločincev iz takih in drugačnih zgodb, ki so imeli politično predih. Ampak potem smo rekli, verjamemo v to, da se je pravosodje preobrazilo po smislu Montesquieuove delitve oblasti in rečemo, da imamo neodvisno sodstvo, v to danes verjamemo, da ga imamo ali pa da je dober približek tega. In imamo na drugi strani nekoga, ki je tudi šel iz starega režima, to je Janša, ki je pa tudi obsojen kriminalec. Skratka, ali pa nekdo, ki ima za roko pravice stalne težave, ki celo govori, da to ni pravosodje, ampak je krivosodje. Zelo podobno retoriko ima Trump in Trump lahko zelo veliko Američanov prepriča, da živijo v neki deželi hipokrizije in dvojnih standardov, kar je v končni fazi celo resnica. Glede na to, da tam lovijo po Ukrajini Putina, hkrati pa ne lovijo Netanjahuja in ne protestirajo zoper to, da Amerika podpira genocid, kar nesporno je, da cela Evropska unija prizna, da gre za genocid, ampak potem, ko je treba pa ukrepati, pa preprosto reče, naslovili smo protest na Izrael, da mora biti mnogo bolj previdni, ko napadajo. Mislim, kam pa to pelje, taka retorika govorica, treba potegniti konsekvence, treba preprosto reči. Netanjahu je vojni zločinec, pripeljati ga je treba pred mednarodno sodišče za vojne zločine, tako kot Miloševića, tako kot Karadžića in tako kot vse zločince doslej. In to se bo tudi moralo zgoditi. In ko bodo preprosti Američani gledali, da se v bistvu vojno zločinstvo obeša samo na tiste, ki so že izgubili stik s kapitalom in z vzvodi moči, bodo lahko jasno verjeli, da gre za teorije zarote in v tem smislu bo Trump imel prav in bodo Trumpu dali prav, čeprav je on sam primer kapitalista, ki kritizira kapitala. Vance je delal pri hedge skladih in zdaj se bori za delavske pravice kot Karl Marx. Skratka, to je ta hipokrizija, ki je vgrajena v sistem. In Kamala Harris, edini, ki je povedal, da je vojni zločinec Netanjahu bil Bernie Sanders, tako odkrito, Vsaka čast Bernie Sanders, od njega bi volil, virtualno. No, hoče reči to, ljudje... Mislim, veš, ena od analiz pravi, da je Biden bil poslan v predsedniško dirko pred leti, ne zaradi tega, da premaga Trumpa, ampak da ustavi Sandersa. Tako je. No, in to ljudje vidijo. In ko ljudje to vidijo, Trump je objektivno nevaren, tako kot je Janša objektivno nevaren. Tisti, ki so pametni, vedo, zato Golob lahko jadra. Golob zato lahko jadra, ne zato, ker je dober, ampak zato, ker se bolj Janše bojijo kot njegove neumnosti, kot Golobove neumnosti, pa njegove narcisoidnosti. In Američani to do neke mere vedo, po drugi strani treba pa vedeti, da je ta narcisistična kultura, ki je potrošniško narcisistična kultura, kultura neke latentne umirjene psihoze, ki vlada že, bi rekli psihoanalitiki od leta 68 naprej. Američani so se na nje tako navadili, da so že del te hipokrizije sami. Oni prosto hočejo imeti dober standard, pa mirno vest. Mirna vest je pa približno tako, da se ne počutijo slabo, če gledajo, da tam morijo otroke, recimo. Ampak že saj ta standard bi moral zadostovati, pa očitno, v volilni kampanji to sploh ni tema, Gaza sploh ni tema. To je interesantno, da edini, ki se zdaj brigajo za Gazo, so Judje, a ne ti, ki so protestirali. Dobro, verjetno so tudi muslimani, ki... No, mislim, veš, tisto, kar se pa dogaja v proizraelskih lobijih znotraj Združenih držav Amerike, pa ni
tako zelo vidno kot judovski protestniki v rdečih majčkah, ki so prišli do kongresa. Se strinjam in že samo dejstvo, ne, da je Netanjahu sploh lahko prišel čez mejo v ZDA v tem času, povil se, kako močni so njegovi lobiji. Ja, mislim, pač nagovoriti zakonodajalca v Združenih državah, pač moraš imeti veze na recepciji. Tako je. Recepcija je pa lobby. Točno tako. Ja. Dobro. Kaj pričakuješ v naslednjih tednih? Se pravi, rekla sva 19. do 21. je v Chicagu konvencija Demokratske stranke. Kot se zdi, je Kamala Harris postavljena na tračnico kandidatke, ker čakamo je sporočilo Baracka Obame. To je interesantno, ker on je še ni podprl, oziroma ni je podprl. Bojo podprl verjetno zato, ker je pragmatik in bo na koncu pač pridružil glas. Njegov argument je pa zelo dober. Sej ni nič narobe, če ona kandidira, ampak zakaj tega ne bi naredili po regularnih postopkih, kot veljajo za notranjo demokracijo neke stranke, Treba je pač predložiti kandidat. Se lahko zmaga, naj zmaga, ampak ne to, da se kar tako pokaže, da jo kapital postavi od zadaj, brez elektorata. Dobro, ona ima podporo, že vnaprej dano podporo tolikih elektorjev oziroma ta njihov notranji sistem, ampak ne moreš procedure prehitevati. Procedura mora govoriti in to je bistvo moderne države, da je procedura tako rekoč del vsebine. In Obama je na to opozoril in ima prav, če me vprašaš. Dobar, nadaljujeva naslednji teden, sva oba tukaj, tako da mislim, da zgodovina dela v velikih korakih in bo to treba tematizirati. Ja. Hvala.